vprašanja. Na koncu bomo imeli tudi Q&A, tako da ni noben problem. Bistveno je, da vemo, zakaj smo se danes tukaj dobili. In jaz se bom potrudil, da dobite čim več informacij, ki bodo za vas tako uporabne, da jih boste že jutri lahko v svojem biznisu uporabili. In če gremo kar naprej, jaz imam navado, da vas še enkrat opozorim, tako kot recimo je pri coachingu, da si vzamete čas zase. To je čas za vas. Čas je podobno kot zdravje. Ko mine, ga je težko nadoknaditi. Zato izklopite, utišajte naprave, zaprite vrata, udobno se namestite. Jaz vam predlagam, da vzamete en blok papir in si zapišete mogoče ne samo tiste informacije, ki so za vas pomembne, mogoče tudi občutke. Kaj ste, ob določeni informaciji, kaj ste doživeli. In takrat bo prišlo do tega, da boste lahko začeli stvari doživljati drugače in danes je namen v tem, da na koncu webinarja pridete ven polni idej, novih znanj in pa nečesa podobnega, kar lahko v praksi uporabite res takoj. Ok? Povejte mi nekaj, imate tudi vi včasih občutek, da so se stvari kar zaciklale. Zdaj v tem pandemijskem in lockdownih in vse skupaj res ni posebna skrivnost ali pa posebnost, da se nekdo ne počuti slabo, da se počutiš slabo, da se ne počutiš močnega, da bi lahko nekaj premaknil, ampak jaz ne bi o teh problemih govoril. Imam eno dobro zgodbo, če lahko vam povem to zgodbo enega mojega poslovnega partnerja. Ko sva se prvič srečala, sva začela se pogovarjati o določenih stvareh, kaj bi lahko v njegovem podjetju počeli in je bila že neka delna analiza opravljena. Podjetje urejeno, strukturirano, tehnološko napredno, kupci se vračajo, stvari resnično, bi rekel en tak primer dobre prakse, ampak tako kot gledate, vsak človek ima v življenju še kaj možnosti, da se zboljša in vsako podjetje, da ima možnost, da se kaj zboljša. Vendar, ko smo šli čez analizo in smo rekli, tole bi še bilo dobro spremeniti, tole bi bilo dobro spremeniti, tukaj je še mogoče nekaj manjka, tukaj je še nekaj priložnosti za izboljšave. In tako se pogovarjamo tvorno, zelo dobro in mi reče ta direktor čez čas, Robert, a vas lahko jaz nekaj vprašam? Jaz rekel, kar vprašajte. Prav, a je še kakšna možnost za nas? Jaz sem bil čisto šokiran, jaz nisem mogel verjeti. Rekel, tako dobro podjetje kot je, vse skupaj gre za neke nianse, detajle, ampak on pri svoji zahtevnosti in doslednosti je rekel, ne vem, če imamo mi sploh še možnost, da se popravimo. No, seveda, res je, to podjetje močno raste vsako leto in seveda je teh izzivov kar precej. Zmeraj je potrebno nekaj narediti, nekaj spremeniti in mislim, da je gospod takrat razmišljal predvsem v tem smislu, da on ni videl prave rešitve, mi smo pa že videli te ponovljive korake in rezultate. Zato, kot pravim, povejte mi, ali veliko delate, pa vam od tega nič ali pa malo ostane. Tukaj lahko govorimo ne samo o denarju, lahko govorimo tudi o času. Želite povečati prihodek podjetja, pa sploh ne veste kako bi krenili, kako bi začeli? Mogoče podajate informacije zaposlenim, pa vas nihče ne posluša. Imate ta občutek, da vas nihče ne posluša. Najbrž bo povezano kaj s komunikacijo, ne? Se vsi trudite, a so učinki slabi. Tukaj mislim na vas, na zaposlene, na vse skupaj in nekako imate občutek, da je učinkovitost na zelo nizkem nivoju. In seveda, če imate občutek, da je nekaj utesnjeno, da ste se zaciklili, da ne gre nekaj prav, vam verjetno tudi dobri kadri uhajajo. Če želite spremeniti nekaj v tem kontekstu, jaz mislim, da ste na pravem mestu. Danes je večer, kjer se bomo pogovarjali o stvareh, ki so dejansko sama praksa in želim, da postanete voditelj, spoštovanja vreden voditelj. Želim, da postanete samozavestni v tem, kar počnete. Želim, da postanete dejansko sprememba, ki jo marsikdo od vas ni niti pričakoval.
Ampak, saj veste, mesec december je tudi mesec posebnih daril, zato vam svetujem, da ostanete do konca, ki imam tudi nekaj posebnega za vas. In seveda, vedno si želimo dati nekaj posebnega v vsakem koraku svojih aktivnosti, ampak sigurno do konca pa moramo dodati še kakšno višjo dodano vrednost, tako podobno kot pri kupcih. Obstaja nek zapis, ki sem ga napisal prav na začetku priprave na današnji webinar. Danes je najboljša priložnost, da skozi webinar naredite analizo samega sebe in dobite nov pogled v svoje talente. Vsak človek ima talente. Saj veste, obstaja znanje, veščine in talenti. Če do danes niste prepoznali nobenih posebnih talentov pri sebi, mi je žal. Zagotovo pa ti talenti so in priložnost, da jih spoznate, bo prišla v zelo kratkem trenutku. Kaj se boste danes naučili? Razmišljal sem, kako podati ene informacije, da bi bile čim bolj širšega pomena. Se pravi, da bi lahko različni ljudje iz proizvodnih, storitvenih podjetij, učitelji, različni ljudje, zdravniki prišli do pametnih informacij. Zbral sem stvari, ki jih največkrat, najpogosteje slišim od mojih coaching klientov. In če bi teh 5 stvari, ki jih imate zdaj na slajdu, rešili v zelo kratkem času, je to ena najhitrejših poti do zastavljenega cilja. Se pravi, izboljšati to komunikacijo pomeni priti do cilja veliko hitreje. Sprejmite ta slajd kot zemljevid. Zemljevid začetka, o čem bomo danes pravzaprav govorili. Prva naloga, naj nadaljujem ali ne odneham, kako komuniciram sam s sabo, kako komuniciram z drugimi, kako naredim spremembo, kako jo spremembo spravim v življenje in zakaj sploh potrebujem mentorja. V svojem življenju sem ustanovil 7 podjetij, 6 sem jih prodal. Dejansko nisem imel bremena dediščine, da bi nekdo pred mano začel ta posel in potem, kot v družinskih podjetjih, bi moral nadaljevati to tradicijo. Začel sem sam zelo riskantno, zelo mladostniško, zelo nenačitano, zelo nepreverjeno in dejansko sem skozi vse svoje delovanje ugotovil, da znam podjetje ustanoviti, da ga znam pripeljati do odličnega rezultata in na koncu, da ga znam tudi prodati. Skozi življenjske izkušnje, ki so bile takšne in drugačne, veste, ko pravijo nekateri, življenje te skozi tepe ali pa te uči, jaz mislim, da te uči, sem spoznal, da zelo rad pomagam ljudem. Ko sem razmišljal, kako bi pa jaz lahko ljudem pomagal, sem ugotovil, da zdravnik nisem, da pravnik nisem, znam pa to, kar sem rekel, znam delati s podjetji. In seveda, v podjetništvu je zelo pomembno, da imaš oporo. Moja opora je moja družina. Moja žena, tudi uspešna podjetnica in zelo aktivna predsednica območne obrtne zbornice, in moja 2 sinova. Seveda, družina je motivacija, je odgovornost in seveda, če imaš podporo, ti dovoli, da delaš tisto, v čemer si strasten, v čemer si lahko uspešen. Seveda, če želiš ugotoviti, koliko si uspešen, je najlepše, če pogledaš na tole. Na tabelo vsaj nekaterih poslovnih partnerjev, s katerimi si uspešne zgodbe pripeljal do nekih spoznanj, do nekih uspehov in da so vsi ljudje v tem delu več ali manj zadovoljni. Saj veste, da bi shujšal, moram nekaj početi. Ali se moram nečemu odreči, ali moram iti v fitness. V glavnem, vsaka sprememba je po svoje zahtevna. Skozi zgodbo teh podjetij, ki jih je sam delček tukaj na tem slajdu, lahko vidite, kako različna podjetja so moj klient. Dejansko iz bančništva, zavarovalništva, do proizvodnih podjetij, trgovskih podjetij, do turizma in pa vinarstva. Se pravi, vsak po svoje rabi poseben tretma, posebno pomoč ali pa poseben izziv.
Moja prednost je ta, da sem v določenih situacijah že bil in je najlažje, ko lahko povem kot mentor, tam smo že bili, tako je bilo, tako smo probali rešiti, nam ni šlo in tako smo na koncu rešili. Ampak ne vam povem, da rezultati mojih poslovnih partnerjev me navdušujejo. Recimo samo letos se mi zdi zanimiva zgodba, korona čas in veste, da največjo rast so imele spletne trgovine, oni po mojem rast tudi po 300 in več %, ampak oni o tem ne govorijo. Imam pa proizvodno podjetje, ki je raslo 86 %. In jaz mislim, da je to sicer sladka zmaga, ampak verjetno v proizvodnem podjetju tudi zelo zahtevna. Tole vse podelati, to je pa kar velik odstotek, ne. Ampak zgodbe, različne so zgodbe teh podjetij, recimo eno od podjetij je iz 130 tisoč šlo na 300 tisoč prometa na mesec. Z organizacijo, reorganizacijo in pa seveda z iskanjem pravih poslovnih partnerjev, o čem bomo danes tudi še marsikaj povedali. Rezultati so najboljši motivator. In zadeve iz prakse so pravo vodilo, da lahko zadeve popravimo, analiziramo, spremenimo in seveda, kot pravimo, tukaj ne obstajajo napake, obstajajo ene lekcije. In te lekcije spremeniti v zmago je en poseben izziv, ampak hkrati na koncu, ko zmagaš, tudi eno nepopisno zadovoljstvo. Kako sem v določenem času naredil veliko napak in jih tudi poiskal rešitev, sem zapisal v knjigi Razgaljena prodaja. Tukaj gre za drugo izdajo, ker mi je to zelo všečna naslovnica, ker 3 skupaj sestavljajo raketo uspeha, kar pomeni, da v poslu ne moreš vsega narediti sam in je fajn, če dosti zgodaj to spoznaš in se začneš ukvarjati s procesi in z rešitvami, ki so na dolgi rok za podjetje zelo, zelo pomembne. Dosežite cilje 2-krat hitreje. Kaj je treba storiti, da bi recimo spremenili malenkosti, komunikacijo, strast, karkoli, da bi jutri postali še boljši, močnejši in pa seveda bolj mirni. Jaz v svojem času, tudi ko pravim, zakaj si prodajal podjetja, prodal sem jih mogoče zaradi dolgčasa včasih, v drugem času sem pa zmeraj iskal neke izzive, kako bi bil pomirjen, kako bi bil zadovoljen, kako se ne bi sekiral, kako bomo jutri naredili in delal tisto, kar me veseli. In ta vzgib sem dosegel. Moram pa reči, da je vsak dan več ljudi, ki pridejo k meni in vprašajo, jaz ne vem sploh pravzaprav, kaj bi mene veselilo. In v poplavi marketinga in vsega je danes res težko to ugotoviti, ampak obstajajo načini. Zato vam predlagam da gremo na prvi izziv, ki sem ga danes med 5, če se še spomnite, omenil, in to je zadeva današnjega časa, ali naj nadaljujem ali odneham. Zagotovo sem za to vprašanje eden dobrih primerov jaz. Se pravi, v začetku 90-ih let odprem prvo podjetje, delam z njim 12 let, vmes že odpiram druga podjetja, iščem nove izzive, poskušam postati nekaj, včasih tudi nekaj, kar nisem. In kadar prideš do tega vprašanja, ali naj nadaljujem ali ne odneham, pravimo tako, najlažje odnehati. Vse drugo je težje. Ampak če je nadaljevanje del tebe, potem nehati kar tako tudi ne rabiš. Zato sem vam pripravil, glede na to vprašanje, ali naj nadaljujem ali odneham, 5 ključnih momentov in zdaj vas prosim, če si vzamete svinčnik in papir in zapišete odgovore na ena preprosta vprašanja, ki pa v vas ali pa v vašem vzgibu, ali ne greste naprej ali pa odnehate, veliko povejo. Prvo vprašanje, ali sem to jaz? Se pravi, če se spomnite nazaj, ko ste se lotili tega posla, seveda tisti, ki ste začeli 3 mesece nazaj, vam bo lažje, tisti, ki ste začeli mnogo let nazaj, mogoče težje. Ampak, če razmišljate, ali vas to delo, ali vas ta biznis dopolnjuje, ste to vi.
Veste, zanimiva stvar je, ko sem prebral od Zuckerberga, se pravi ustanovitelja Facebooka, stavek, ko je rekel, we want to connect all people with Facebook around the globe. In to je bila njihova misija. In ta misija verjetno še vedno vzdrži. Njihov cilj je bil, da povežejo vse ljudi na svetu za njihovo aplikacijo. Se pravi, če pomislite nazaj, ko ste začeli ta biznis ali pa ko razmišljate o tem biznisu, je zelo pomembno, ali vas ta posel dograjuje, ali vas pelje v neko smer, ki vam bo na koncu, recimo tudi, če pogledate 20 let kasneje, pomenila, da ste se odločili prav. Veliko breme, mogoče zahtevno, ampak na nek način zapišite si zdaj dol. Jaz malo govorim vmes, da vi lahko zapišete. Napišite, sem to jaz. Če boste napisali ja ali ne, vam dam drugo možnost, druga trditev. Napišite potem, če ste rekli ja, jaz sem, in napišite naprej. Strokovnjak, svetovalec, proizvajalec, karkoli že, napišite, kdo ste potem v tem kontekstu vi. Če vas posel dopolnjuje, napišite tisto mikrostvar, ki vas tukaj obdržuje. In tretja stvar, če gremo naprej, kaj vam manjka, da bi čutili to strast? Zakaj imate občutek, da vam je težko, da ste zaciklani, da se stvari ne premikajo tako in da bi vse skupaj raje nekam poslali? Zapišite si, kaj vam manjka, ker če ugotovite, kaj vam manjka, da bi našli to strast, je to zelo dober korak. Če seveda to težko zdaj definirate, mogoče si napišite eno označbo, da boste kasneje še o tem mogoče razmišljali. In četrto vprašanje, na katerega bi vas prosil, da si odgovorite, je, kaj bi rad počel, pa še ne znaš. Govorimo zdaj v sklopu tega, kar počneš, ne čist na široko, ampak čisto v sklopu tega, kaj bi pa lahko še vi naredili. Ne vem, zdaj bi lahko na pamet ugotavljal, danes je digitalizacija in podobne stvari. Mogoče ravno prejšnji teden sem bil gostujoči predavatelj na enem webinarju v tujini in je bil en gospod iz Izraela in je rekel, jaz o programiranju nisem vedel nič. Če mi verjamete ali ne, imam danes 27 ljudi zaposlenih in to sem dosegel v letu pa pol, ampak programiranje sem se naučil na Google, YouTube pa na določenih delavnicah. Se pravi, če bi vedeli, kaj bi vas pritegnilo naprej, da ne bi popolnoma obupali ali podnehali v tem poslu, je zelo dobro zapisati, kaj bi pa jaz rad počel, pa čeprav tega ne znate. In zadnja točka, je zelo dobro, če naredite spisek in si zabeležite, kdo to obvlada. To, kar recimo bi vi zdaj še radi naredili, razmislite, kdo to obvlada. Zakaj vam to govorim v tem prvem vprašanju, ali naj nadaljujem ali naj odneham? Predvsem zato, ali rabite partnerja, ki bo drugačen od vas, pa bo imel sposobnosti, da boste lahko skupaj speljali ta posel naprej, ali pa rabite, ne vem, dobite na znanja, da boste lahko sami se priučili tega, če imate voljo, željo in pa seveda tisto malo upanja, da ste sposobni se to naučiti. Verjemite, da sposobnost naučiti se nekaj je izziv, katerega lahko sprejmete vsakič. Jaz sem se učil 6-7 jezikov. V angleščini mogoče v nobenem drugem jeziku ne bom velik strokovnjak, ampak pogovoriti se pa znam. In to šteje. To šteje in v poslu, to šteje med človeških odnosih in predvsem v tem, kar danes govorimo, o komunikaciji. Povzetek prve točke je jasen. Teh 5 odgovorov, če ste si zapisali, ste v zelo dobri priložnosti, da nadaljujete v eno dobro zgodbo in naredite ali premik, ali pa nadaljujete. In gremo na drugo, komunikacija s samim seboj. Ne vam spet zaupam eno zgodbo, se mi zdi, da je najlažje se ljudje učimo preko zgodb. Preden sem začel s resnim poslom, sem tako honorarno začel prodajati sladkarije. Imel sem golfa enko in sem se lotil na teren, tako kot so se takrat vsi ljudje lotili na teren. Vzameš katalog, vzameš cenik, mogoče kakšen vzorec in šibaš.
Jaz sem se namenil 30-40 km stran na sestanek. In ko sem bil enkrat v avtu, zrihtan, tako kot pač sem mislil, da zrihtan moraš biti, imel stvari v kovčku, tako kot sem mislil, da jih moram imeti. In pol, ko sem se peljal tam, sem začel razmišljati, kaj hudičem pa jaz rekel? Kaj bom pa rekel, ko kaj prišel? In bolj, ko sem začel ponavljati, dober dan, moje ime je Robert Andoljšek, bolj je bilo napeto. In bolj, ko sem se približal v tej stranki, bolj je bilo napeto. In jaz sem prišel na sestanek in vse, kar sem lahko rekel, je bil dober dan, in potem sem zablokiral. In nisem povedati ene besede več. In me gospa gleda in reče, kaj je fant, ne gre? Sem odkimal. Je rekla, nič hudega, boš pa drugič prišel. Jaz sem mislil, se bom udaril v tla, šel sem nazaj do avta, mislim, podrt, ne vem, uničen, če tako rečem. Sem se peljal proti domu, sem med potjo drisko dobil, potem mi je že čez Gorjance golf začel kuhati, mislim, katastrofa. In sem si rekel, sem sprejel sklep, če kdaj v življenju bom kaj počel, ne bom nikoli prodajalec. No in ta zarečen kruh zdaj že jem skoraj 3 desetletja. Hočem povedati, da je bila moja samozavest totalno na dnu, o produktu nisem vedel skoraj da nič, o tem, kako bi sploh prebil let v komunikaciji, nisem vedel totalno nič, nisem imel pripravljenega scenarija, ampak seveda govorimo o času, ko smo glih prišli z enega velikega, bi rekel, nekonkurenčnega trga v konkurenčni trg. In tehnik, kje se to naučiti, je bilo zelo zapleteno. Zato zdaj, na to drugo točko, kako komunicirati sam s sabo, je izziv samozavesti in pa nekega pogleda v sam vase, kako znaš ti sam s seboj komunicirati. Zato je prva točka, ki si želim, da si jo zdaj zapišete na svoje beležke. Zapišite stvari, ki jih obvladate. Vendar pazite se enega trika. Nekateri ljudje rečejo, jaz obvladam računovodstvo. Drug reče, jaz obvladam zavarovalništvo. Nobeden ne obvlada tako širokega področja, ko bi rekel pravo. Fokusirajte se na ozek del. Kaj obvladate? Obvladate mikrosegment, ne vem, tuje finance, korporativne finance, karkoli. Pejte v mikrosegment in napišite čim več stvari, ki jih obvladate. Ne bo to vaš spisek. Zadev, ki jih obvladam. Dostikrat vprašam menedžerje in rečejo zelo široko, na široko, kaj vse obvladajo, ampak ne more našteti niti 5 stvari. Niti 5 stvari. 3 stvari pa že rečejo, da znajo otroka previti pa čokolino narediti. Smešno, ampak takrat ugotovimo, da ljudje premalo razmišljamo ali pa se pogovarjamo sam s sabo, kaj pa sploh ti obvladaš. Dejstvo je, tiste stvari, ki jih obvladam, mi dvigujejo samozavest. Tukaj nimam težavo s samozavestjo. Ampak pejmo na naslednjo vprašanje, ki bo povezava skozi vse vprašanja. Želim, da pridete do tistega svojega, kar želite doseči. Druga točka je, zapišite, prosim, kaj radi delate. Kaj radi počnete? Kaj vas res veseli? Običajno, ko vprašam ljudi, recimo, povejte mi, dekle, povej mi, kakšnega fanta bi rada. Kakšnega fanta iščeš? In ona reče, da ne bi pil, da ne bi me pretepal in da ne bi za drugim kiklem letal. Pove, ko vprašam, kakšnega bi rada, pove, kakšnega ne mara. In zato je tretja točka, napišite pa, kaj ne marate. Se pravi, če vam je druga točka, kaj rad počnete, težka, pejte na tretjo točko, napišite, kaj ne maram, napišite spisek stvari, ki jih ne marate, pa se potem vrnete na tisto, kaj radi počnete. Jaz upam, da imate dovolj časa, da si zabeležite, da ne grem prehitro. Ampak seveda, tisti, ki ste strukturirani, že veste, si boste zapisali opombe, kako ste se počutili, kaj hočete zapisati in mogoče boste dopisali še kasneje. Ali pa mogoče jutri, ko boste še bolj pri stvari. Ampak pojmo na četrto točko. Če se spomnite, sem v prvi točki, po prvem vprašanju že podobno omenil, kaj bi pa rad znal. Tu pa je spet tisto, dajmo se naučiti nečesa, kar še nismo znali. Recimo, jaz sem v večino časa svojega mladosti bil v športu in se ukvarjal s športom.
pri 33 sem se pa šel učiti kitaro. To pomeni, da ne bom najbrž nikoli velik virtuoz, pa tudi premalo vaden, ampak zagotovo pa sem se naučil in se jo da naučiti. To hočem povedati, da ne obupajte v tem smislu, sem pa že prestar, zdaj pa že konc. Če imate željo ali pa neko posebno energijo, da bi rad se še nekaj naučil, dajte povedati tudi drugim. Nekdo vas bo povezal s pravim človekom, ki vas bo naučil to, kar bi vi radi znali. Pa ni nujno, da je čist posel, lahko je tudi kaj drugega. Važno, da vam dviguje samozavest, veselje in podobne stvari. In gremo na 5. vprašanje. Upam, da niste zdaj, kaj bi rad znal, napisal 200 stvari, ki jih boste mogoče zdaj v enem normalnem življenju težko do konca spilali. Boš, da napišete eno stvar ali pa dve, pa tiste dve res dokončate tako, kot je treba. Ampak pri 5. točki je zelo povezana s to točko, pa je, dajte pogledati, če imate kakšnega vzornika. To ne pomeni, da je znana, slavna oseba. Poiščite vzornika ali v svoji okolici, poiščite nekoga, ki živi takšen lifestyle, ki bi ga vi radi živeli. In pogledajte, kaj on počne. Mogoče ga malo pokopirajte. Boste najdeli pol svojo zgodbo, ko boste videli, da vam nekaj uspe, boste lažje kreirali svoj stil, svoj način dela. Se pravi, 5. točka je vzornik. Ste zapisali? Jaz upam, da vam do zdaj vse dobro gre. Ne bi rad bil preveč monoton, ampak želim vas peljati na ta način, da imate res čas si zapisati, tako kot sem na začetku rekel, kako bi pa izgledalo, vi ste sami s seboj, jaz pa kričim tlele, ko zmešam in skačem. Ne. Se pravi, eno intimo, tudi kljub vsemu, se mi zdi, da boste tako najbolj zapisali zase. Ampak na tem vprašanju, komunikacija samo seboj, pa sem predvidel še 6. točko. 6. točka pa je, poskušajte odgovoriti na vprašanje, komu vi pomagate. Komu lahko vi pomagate v svojem življenju. Zdaj, tu je mogoče malo širša situacija, lahko se fokusirate na posel, lahko pa se fokusirate tudi na svoje zasebno življenje, kakorkoli. Mislim, da je biti za nekoga koristen sigurno pomembna stvar in to tudi daje človeku samozavest. Če gledamo od začetka, kaj obvladam, ti dviguje samozavest. Če veš, česa ne maraš, lahko veš, da ne boš šel v tisto področje, ki bi te lahko omejevalo. Kaj bi rad znal, to pomeni, da si živ, da želiš živeti in to pomeni imeti life v svojih rokah. Komu lahko pomagam, pa to je pa meni podobno kot kompliment. Nič te ne košta, nekomu pa polepša dan. In pejmo na tretjo točko, komunikacija z drugimi. Glejte, komunikacija z drugimi se začne z eno najbolj pomembno nalogo in resnično si jo pri tem vprašanju zapišite. To je najbolj pomembna naloga, da boste v komunikaciji z drugimi najboljši od vseh, kar ste jih kdaj srečali. In to je opazuj. Opazuj druge ljudi, opazuj okolico, opazuj. Z opazovanjem lahko najbolj učinkovito komunicirate z drugimi ljudmi. Naj vam povem eno mojo zgodbo. Prodajal sem ene posebne tehnološke rešitve in sem nekako prišel do enega povpraševanja oziroma do enega podjetja, ki je bila 2 ure, 3 ure stran od nas. In jaz sem se odločil, sem se dogovoril, da grem tam na sestanek, da bom predstavil naše rešitve in pa se pogovoril z odgovornim, kako bi lahko naredila kakšno sodelovanje. Jaz sem prišel pred to firmo ob 9:00 dopoldne, ugotovil, da je lastnik in direktor ista oseba, bilo je mogoče 100 zaposlenih in midva sva se usedla, sem povedal, od kje prihajam, sem začel, bil sem pripravljen, urejen, imel sem svojih 5 why questions, dejansko sem bil že kar, bi rekel, senior manager za prodajo, ampak ko sem prišel k njemu, to je bilo noro. Enkrat je odprl ena vrata pisarne, ena okno pisarne in je vpil na šoferja. Potem je odprl na drugi strani okno od pisarne in je vpil na proizvodno, kaj morajo spremeniti. In jaz sem ugotovil, da sedim zraven njega in da me človek popolnoma ne posluša. Ne morem me slediti, preveč je bilo informacij. In kasneje sva se zmenila tako,
On je rekel tako kar hitro, dajte vi narediti to ponudbo, pa da mi to rešimo, da vidimo, kaj je. In dejansko jaz nisem videl nobenega napredka iz tega sestanka. Zato sem rekel, ta sestanek moram ponoviti. In ko sem odhajal od njega iz pisarne, sem vprašal poslovno sekretarko, dajte mi povedati, kdaj pa gospod prihaja v službo. Pravi ona, on je pa prvi v službi. On pride najbolj zgodaj od vseh, že ob 5 zjutraj v službi. In jaz sem dejansko se zmenil za drug sestanek, ko naj bi njemu prinesel oziroma predstavil ponudbo, in sem vstal ob 3 zjutraj, 2-3 zjutraj, ne vem zdaj natančno, in sem se lotil na pot k tam. Ko sem se pripeljal pred firmo, je bila ura mogoče 5, in on je ravno v prvem nadstropju odpiral okna in veste, mislim, da je bil avgust in je hladil pisarne. In on me pogleda, zagleda prav, pa ti res nisi normalen, pa kaj pa delaš tukaj? Pa sem rekel, jaz se vam opravičujem, ampak prejšnji sem videl, da ko začne ta rock and roll pri vas, vi res nimate časa, da bi se o tem pogovarjal. Pa sem mislil, da mogoče bova najlažje se pogovorila zdaj. No in sva šla čez proces in moramo povedati, da mi je bil en najbolj prijetnih sogovornikov na koncu. Prvič je vedel, kaj hoče, drugič pa ob 7 zjutraj sva že naredila posel. Kako narediš tak velik posel do 7 zjutraj, to je res dober občutek. In dejansko je bila prva prednost opazovanje. Opazoval sem, kako funkcionira, in potem sem se temu prilagodil. In zdaj, če pojmo v eno situacijo, kako vi lahko postanete boljši v komunikaciji z drugim. Prva točka, pripravite se, o čem bomo govorili. O čem bomo govorili je prva točka vedno, kadar hočete komunicirati z nekom drugim, je zelo fajn, da se pripravite, o čem bo tekla beseda. Ali da tudi njega obvestite, da ne bo o tem govoril, da ne bo vedel, po kaj ste prišel in bo vam čas potekel tega sestanka, ampak da ga pripravite že vnaprej, o čem bomo govorili. Druga točka je, naredi domačo nalogo. Kdo je tvoj sogovornik, kaj vemo o njem, kakšne ima navade, kdo ga pozna in tako naprej. Tretja naloga, ki jo zelo povezujem tudi z notranjo komunikacijo v podjetju, s podrejenimi, nadrejenimi in tako naprej, zamenjajte ločila na koncu stavkov. Namesto pik in klicajev začnite uporabljati vprašaje. Če se razumemo, običajna komunikacija, prid tam, nared to, do takrat mi dajte ta poročilo, to so vse klicaji in pa pike. Če pa bi prišli z začetkom stavka, zanima me, ali bi bilo koristno, če bi to pripravili do takrat. S tem stavkom nekako naredimo eno spoštovanje do svojega sogovornika, in če tisto trditev, ki bi jo vi s piko ali s klicajem naredili pred tem, on pride do te informacije, on ti poda ta stavek, ki ste ga vi hoteli izreči, je ta stavek veliko več vreden. To pomeni, da bo naloga do takrat opravljena, ker je na nek način tudi bila njegova ideja. Če zdaj dobro razmislite, bi nekdo lahko rekel, da je manipulacija, ampak ni. Gre za situacijo, če smo midva na istem, bi rekel, na isti ladji, imava isti smer, je dejansko samo štos v tem, da sodelujeva. In dobri vodje sodelujejo. Prvič opazujejo, drugič pa postavljajo vprašanja, ki so mogoče res časa malo več vzamejo, ampak imajo pa učinek neverjeten. Četrta točka, ki si jo zapišite, zapomnite, argumenti, ideje. Ne hodite se pogovarjati z nekom, recimo, da rečemo znotraj podjetja, ne hodite se pogovarjati samo z vprašanjem. Povejte argumente in povejte tudi 2-3 možne rešitve. Tukaj je priložnost, da bo vaša ideja tudi prišla do realizacije, ampak štos je bolj v tem, da bo tisti na drugi strani, ki spet ne ve, o čem natančno bosta govorila, če vas sem popravi, postavite vprašanje, bo on iz svojega zaklada informacij, ki jih ima, iskal pravi odgovor, vendar pa, če mu vi predstavite ideje, potencialne možne rešitve, bo ta pogovor z argumenti veliko bolj učinkovit. In peta točka, peta naloga pri komunikaciji z drugim, struktura pogovora. Če začnete strukturo pogovora, čemu je pomembno, o čem bomo govorili, kaj je to, kar moramo spremeniti, in ta tretja, kako bomo to spremenili, je gotovo struktura, kjer boste zelo dobro speljali stvari, kakor ste si jih zadali. To pomeni, da vas bodo ljudje začeli naenkrat zelo dobro razumeti.
In najbolj pomembna stvar pri komunikaciji z drugim, nikoli ne pozabite, da je bistveno zgled. Če vi pridete zjutraj v podjetje, rečete dober dan, uporabljate prosim in hvala, nasvidenje, bodo tudi drugi začeli to uporabljati, ne samo do vas, tudi do naših strank in do naših dobaviteljev. In seveda, v komunikaciji z drugim pa ne morem mimo tega, da pride tudi do konflikta. Kadar pride do konflikta, je običajno vzgib ta, da se ljudje fokusiramo na to, kaj je sogovornik povedal. Veš, direktor je rekel, da bi pa vi mogli. Nikoli se ne vprašamo, zakaj je to povedal, zakaj je to vprašal, ampak kaj. Takrat, kadar vžgemo v kaj, bomo sigurno prišli do konflikta. Če razmišljamo, zakaj bi ta človek to informacijo vam dal, ali pa da bi ga vprašali, ne razumem, kaj moram jaz zdaj tukaj narediti, ne razumem, zakaj si mi ti to povedal, če je direktor nekaj rekel in tako naprej, sigurno imate en drugačen pogled. In kadar vam nekdo pride z zelo grdimi besedami, vas napade, poskušajte odreagirati drugače, z drugačnim zgledom. In jaz dostikrat uporabim stavek, zakaj bi en tako dober človek, kot si ti, rekel nekaj tako grdega meni. Se pravi, spet sem se vprašal, zakaj bi bil on nesramen do mene, kaj ima od tega, oziroma zakaj tako reagira. In običajno ljudje rečejo, saj jaz nisem tako mislil, saj jaz upravičujem. Zaradi tega, ker sem stavek začel, zakaj bi tako dober človek, kot si ti, ker on ocenjuje, da on zelo, zelo dober človek. Upam, so far so good, se pravi, da vam gre in da si zapisujete stvari, kako vam najbolj ustreza. Pa pojdimo na 4. točko, kako naredim spremembo. Kako naj zdaj jaz naredim spremembo? To je izziv vsakega od nas. Sprememba je težka stvar. Po novem letu gremo vsi v fitness, pa zdržimo glih tako, dvakrat, en teden, en mesec pa pol. Zakaj? Zato, ker spremembe so težka stvar. Spremembe so orenk klanc in v ta klanc se zapoditi ni tako enostavno. Ampak dejstvo pa je, da nihče drug ne more iti v fitness shujšati na mesto vas. Se pravi, da boste vi gledali televizijo, nekdo bo šel v fitness, vi boste skušali, ne bo šlo. Naj vam povem eno mojo zgodbo. Ko sem jaz razmišljal, da bi mogel nekaj narediti in da nisem zadovoljen s tem načinom, kakor funkcioniram zdaj, sem najdel enega, po moje, najboljših seminarjev na svetu in je bil zelo drag. Jaz sem porabil 12,000 evrov takrat za to in sem se odločil in sem šel. To je bil 3-dnevni intenzivni seminar, delal sem od zjutraj do zvečer, vedel sem, po kaj sem prišel, že prej sem se odločil, kaj hočem narediti in sem garal in naj skrajšam zgodbo, vam sem povem, da sem v naslednjih 3 mesecih, ko sem prišel nazaj, s tem načinom dela naredil 40,000 evrov prometa. V tistem trenutku se je meni to zdelo fascinantno in tudi tisti vložek se mi ni zdel tako velik, ampak dejstvo pa je, da sem mogoče dosti teh informacij že prej imel, samo nisem pa imel enega zagona, enega energije ali pa enih korakov, ki bi jih naredil, da bi do tam prišel. In naj vam povem spet naloge, kako naredim spremembo. Kateri mejniki so najbolj pomembni, če si jih boste zapisali, kako narediti spremembo. Ta prva najbolj pomembna točka pri implementaciji sprememb je odločitev. Ti se moraš odločiti, jaz bom naredil spremembo. To jaz lahko primerjam z odločitvijo, nehal bom kaditi, nehal bom piti kavo, alkohol, karkoli že, to je močna odločitev. Sprejeti odločitev je štart vsake spremembe. In ta mora biti tako močna, da vas vleče naprej in da pridete do te spremembe ravno na ta način, kakor ste vi hoteli priti. Druga točka, disciplina. Tibetanski menihi pravijo, ponavljaj novo navado 30 dni, da ti pride v rutino. Se pravi, najbolj pomembna je disciplina. Če se spomnim, jaz se, svoje začetne kariere, ko sem tudi obstajal ob 3 zjutraj, pa sem spet naslednje do polnoči delal, pa je bilo težko 3 ure spati za mladega človeka, za žur ni problema, za delo pa katastrofa. In kako se disciplinirati, da boš dejansko v enem drugem času, v prostem času, čez vikend naredil to regeneracijo, je ključna stvar. In tukaj, če ste še že odločili, da greste v
v spremembo, je druga točka zelo pomembna, disciplina. Morate delati v smeri, da boste to spremembo tudi dosledno izvajali in to vam lahko prinese dober rezultat. In tretja točka je vizualiziraj. Vizualizacija končnega rezultata. Se pravi, če gremo v eno spremembo, pričakujemo, da bo na koncu nek rezultat, nek dosežek. Ali, ne vem, rečemo, shujšal bom, ali bom kupil hišo, ali bom naredil, ne vem, bom razširil posel, karkoli je. Kadar gre, vizualizirajte ta rezultat. Zakaj? Ker je zelo pomembno, če si izrežete sliko, če si narišete, če si karkoli predstavljate, spravite na neko svoje intimno mesto, je to en motivator. Zato, da vidite, kaj boste na koncu s to spremembo dosegli. Četrta točka, napredek. Spremljajte rezultate. Spremljajte rezultate, ker rezultati vas lahko motivirajo. Včasih recimo začnemo change management v podjetju in po 3, 6 ali pa po 6 mesecih ali pa po enem letu postanejo stvari samoumevne. Ljudje pozabijo, kje so bili, delali so na spremembi in potem, nič kaj posebnega nismo spremenili, a dejansko je salto mortale. Vsi ljudje so začeli sodelovati, delati v istem smeru, drugače komunicirati, obstajajo kolegi sestanki, struktura je, vemo procesi in tako naprej. In te rezultate je treba spremljati. Zakaj? Ker če vi opazite napredek, potem znate to spremembo nadgraditi, jo znate implementirati še v kakšni drugi stvari. Tako mi je enkrat en direktor proizvodne rekel, mater, odkar s tabo delam ta change management, sem še doma fasado naredil na bajti, pa sem jo odlagal 3 leta. Se pravi, dejansko, ko se lotimo ene dobre spremembe, se pokažejo rezultati na vseh področjih. In ne pozabite, 5. točka na tej poti, kako naredim spremembo, pa je uživaj. Uživaj na poti. Veste, kako pravi, če ni luštno, potem še ni konc. Uživanje je pa težko narediti, doskrat težko narediti, recimo, tako kot bi rekel zdaj, odreči se čokoladi, če ima strašno rad čokolado. Ta odločitev je, če si jo sprejel, super, moraš biti discipliniran, moraš videti, da če ne bom jedel čokolade, se bom bolj počutil, bom bolj suh in vidim napredek, ki mi ga vaga pokaže, ampak čisto užitek pa ne vem, če je enak, se pravi, mogoče treba nadomestiti s čim drugim. Se pravi, da vam je jasno popolnoma, kako urediti spremembo. Upam, da ste si zapisali teh 5 točk in da vam jutri že takoj koristijo. Pejmo na 5. vprašanje, da ne bo ura pozna, kar verjetno že je. Zakaj potrebujete mentorja? Zgodba, Forbesova lestvica, 500 najuspešnejših menedžerjev ali pa najbogatejših ljudi na svetu, vsi imajo svojega coacha ali mentorja. Kako zanimivo, zakaj pa imajo to? Saj oni so itak najuspešnejši, Enkrat mi je rekel en moj klient, sem rekel, pa saj ti že gre kar dobro, mogoče ne rabiš več moje pomoči. Je rekel, Robert, ti sploh ne veš, kako sem jaz vesel, ko me ob četrtkih pokličeš, pa me vprašaš, če sem vse naredil, kar smo se zmenila. Prav, mene noben to ne vpraša, jaz sem direktor, lastnik, noben me nič ne vpraša. In moram imeti nekoga, ki me malo podreza. Torej, napisal sem 5 točk, katere si zabeležite kot opomnik, da boste ugotovili, zakaj bi bilo pa fajn, da mogoče kdaj imate mentorja. Prva stvar, plačati ga moraš. To pomeni, če sem nekaj plačal, potem bom tudi spil, če bi šli zdaj na kavo. In pri mentorju je enako. Če si že porabil denar, se potem verjetno s tem ne boš zafrkaval. To je prva točka, ki je lahko motivator, ne nujno. Če je prepocen in da lahko se ti zafrkavaš, potem že nekaj ne štima. Druga točka, skupaj boste naredili načrt. Ampak to ni mentorjev načrt, to je vaš načrt. Mentor vam bo sam pomagal, da boste prišli do tistega načrta, ki je skladen s tistimi željami, ki jih vi imate, da boste dosegli svoj cilj. Tretja naloga, naloge sprejmite in jih opravite. Če naloge ne boste naredili do naslednjega srečanja, vas bo mogoče sram. Predvsem zato, ker vi plačate, potem pa ne delate tega, kar ste se odločili, da boste naredili. Se pravi, prva, vemo, da košta, ta druga, naredili smo načrt, tretja, imamo naloge, ki jih je treba narediti, se pravi, vse je spet na vas, samo naredite. Četrta točka je forma varovanca. Vsak dober trener svojega varovanca pripelje do najboljše
najboljše forme, do najboljših rezultatov. In verjemite, da bo dober mentor tudi poskrbel, da boste v danem trenutku dobili kakšen ta prav cukrček ali pomoč, s katerim boste lahko naredili uspešne rezultate. In pa 5. točka, analiza. Vaš način, skozi analizo, načrt, naloge in dvigovanjem forme, boste z mentorjem skupaj lahko analizirali, kater način vam najbolj ustreza, da dosežete najboljše rezultate. Se pravi, teh 5 točk doseči je mogoče potrebno poiskati pravega mentorja, ki vam bo lahko to pomagal uresničiti. Ampak, 5 zadev smo naredili, smo o tem razmišljali, imamo rešene stvari. Če se vam pojavljajo vprašanja, zabeležite si jih, da jih boste ali pa jih nam kar takoj pošljite v chat. V chat zapišite tole, to me zdaj zanima. Povedal vam bom 5 točk, vi pa napišite, kako se počutite. Prvič, odločil sem se, da grem naprej. To je moja odločitev. Napišite, ali zmorete, ali tega ne zmorete. Zapisal bom svoje želje, to je 2. točka, zapisal bom svoje želje. Jih zmorete zapisati, veste zdaj, kako bi zapisali svoje želje ali še ne. Zgled in ločila, ali zmorete postati boljši v komunikaciji do recimo svojih sodelavcev, svojih domačih partnerjev, kakorkoli, da zgledom spremenite način. 4. Ste se odločili, da hočete spremembo, zmorete to odločitev tudi držati, disciplinirano se z njo ukvarjati. In ali veste, 5. točka, ali veste, kdo bi bil vaš mentor in kje je pomoč, ki jo lahko izkoristite. Izbral sem od Lea tale quote: "You can have a brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere." Lee je oče Forda Mustanga, se spomnite tistega lepega avtomobila, kabrioleta z dirajočim se konjem spredaj na maski. In pravi, da vaše briljantne ideje so lahko totalno brez veze, če rečem, ali pa vas ne pripeljejo nikamor, če ne greste skozi njih, če jih ne probate spraviti v življenje. In naj nadaljujem z nekaterimi posebnimi ljudmi v mojem življenju, s kateri so šli čez določene stvari in so te ideje tudi uresničili. Evo, moj kolega Bogdan Kukovec, poslovni menedžer pri finančnem podjetju, spoznala sva se, ko je delal v izobraževalni industriji, danes je poslovni menedžer v finančni industriji in moram reči, velik asket, kolesar, tekač na dolge proge. In vsakič, ko je prišel do nekih vprašanj, je strateško pristopil, me vprašal za mnenje, je delal na sebi in dela na sebi in dosega fenomenalne rezultate. Njega boste opazili, se ga boste zapomnili pri tem, če boste videli Cankarjev srebrnik univerz in določene druge uspehe, ki jih ima. Uspešen človek, ki je delal na sebi in šel čez module in šel čez določeno vprašanje preko. Maja Peron, coachinja, zapisala je nekaj knjig in je strokovnjakinja za velinske simbole. Pogovarjati se z gospo, ki ima izkušnje iz finančne industrije, zavarovalniške industrije in je prišla v velinske simbole, pomeni, da velinski simboli so očitno tudi zelo resna stvar, kar mogoče nekateri ne veste ali pa še niste slišali. Dostikrat se je borila v balansu med družino in poslom, med pomaganju svojim sodelavcem in pa življenjem med Kanado in Slovenijo. Kot pravim, mentor je vedno mentorjev mentor in zelo zanimiva oseba, ki je ustanovila, ki je vzajela svojo strukturo in danes strukturirano posluje in upravlja svoje življenje, kar tudi predaja naprej svojim klientom v coaching biznisu. In Denis Kranjc, naj se vrti, je njegov slogan, strokovnjak na področju telekomunikacij, ki je svojo ekipo prešel meje Slovenije in je pomoč med uporabniki telekomunikacij in telekomunikacijskimi podjetji. Velik
entuzijast. Jaz sem imel občutek, da ko sem ga prvič srečal, da je njegova ideja tako močna, da se še on malo boji. In sem vesel, da njemu in njegovemu timu uspelo narediti to, kar so danes naredili in o čem gre. Moj končni cilji so vaši rezultati. Zdaj ste spoznali svoj potencial. Se poznate, veste, kaj lahko naredite. Spoštovanje drugih je plod spoštovanja samega sebe. Danes ste začeli s spremembo in to je prvi korak pri implementaciji sprememb. In mentor pa je bližnjica. Samo zato, ker ste danes tukaj in ste naredili te prve korake, naj vam povem, da sem dostikrat v praksi rekel in večkrat rečem ljudem, nehajte prodajati, začnite pomagati. Pomagajte kupcu in kupec bo od vas z veseljem kupil. Če pa prodajate, mogoče vas pa se malo ugibajo ali pa se vam bojijo. Da dosežete te rezultate s komunikacijo dvakrat hitreje, tako kot je obljubljeno na začetku, imate dve možnosti. Ena možnost je težka in zmedena pot, se pravi, greste sami po tej poti, poiščete informacije, berete knjige, greste na webinarje, greste na seminarje in pridete do rezultata malo po daljši poti. In druga pot je enostavnejša, strateška pot pa je, da si najdete mentorja, coacha, pomoč, ki vas bo pripeljal hitreje do željenega cilja. Katero pot ste ubrali, kako bi jo imenovali, ne vem. Glejte, jaz sem v enem določenem trenutku imenoval eno pot iz obrtnika v podjetnika. Kaj to pomeni? Obrtnik je spoštovan strokovnjak na mikropodročju, ampak potem, ko zrastejo, ko podjetje preraste to, ima problem, da ni naredil strukture organizacijske, da nima poslovnih funkcij, da nima procesov, ne zna voditi in ponovitev te dobrega dela, ki ga je on zmeraj naredil za svoje kupce, ni več samoumevna. Zato skozi ta proces, ki vam ga bom zdaj razložil, lahko spremenite svoj način do dosedanjega dela v nov način dela. Pa naj nadaljujem potem, da prodaja rešitev, to je tisto, kar sem prej rekel, pomagati in ne prodajati. Z metodologijo mojega mentoriranja dosežemo stopnjo, kjer tvoj talent postane največji magnet za tvoje kupce. V praksi dokazano, mislim, mnogim je uspelo, lahko bi tudi vam. Kaj dobite v programu, bom zdaj v 6 modulih vam pokazal in dejansko lahko jih prepišete, tudi prezentacijo boste lahko dobili kasneje, nobenih težav, ni nobene poslovne skrivnosti, ker gre za custom-made program. Vsak od nas ima neke drugačne pristope in želje, ampak moduli so strukturirani tako, da jih lahko razumemo vsi. Modul A, osnove, analiza, kaj hočem, čemu je tako, česa še nisem izkoristil in kdo so moji naročniki. Dejansko naredimo osnove, ki nam že v začetku dajo rezultate, ker končno začnemo se ukvarjati s tistimi, ki so resnično naši kupci in ne z vsemi. Ta drugi modul, temelj. Temelj, kot vemo, tudi pri hiši je ključen. Če dobro zgradimo temelj, lahko na njega obesimo, lahko gradimo naprej. Važno je, da vi pri sebi ugotovite, zakaj to počnete, da razumete svoje uporabnike in koliko aktivnosti potrebujete za preživetje. To pomeni, da naredimo nek break-even point. In pa osnovne strategije. Naslednji modul, modul C, struktura in način. Tukaj pa ste že izdelana forma, ki pa res dela spremembe, tudi neuspeh ni več naključje. Ugotovite, kje ste kaj narobe naredili. Kako nagovarjate, kaj pogosto še zanima vaše kupce in tako naprej. Modul C je, bi rekel, neka sredina tega, kar rabimo narediti. In modul D, dejstva in uspeh. Dodana vrednost za kupca, naš prodajni proces in zaključki. Vsakič v tem mentorskem programu naredimo analizo in popravke. To pomeni, da gre za custom-made proces, način, ki ga izdelamo skupaj samo za vas. Kar je ključno, kar je najbolj pomembno, da je vaša konkurenčna prednost res velika. Modul E je trening in trajnost. To je pa podobno kot pri športu, v primeru, da ne ugotovimo, da neka stvar je preživeta, da zastara in ne spremenimo novo, potem izgubimo konkurenčno prednost. Uspeh v tem primeru ni več naključje.
Tudi danes, ko po koronskem času pride do diverzifikacije, imamo nek sistem, s katerim lažje tudi spremembe, velike spremembe v svojem podjetju apliciramo v vsakdanje življenje. In modul F, to je najvišji nivo, zato se tukaj ukvarjamo predvsem z strukturo poslovnih funkcij, notranjimi komunikacijami in pa z vzdušjem, z mentoriranjem, da z zgledom in navdušenjem peljete ljudi na ta nivo, ko resnično so tudi oni ponosni, da lahko delajo z vami. In seveda nisem mogel mimo zadnje točke, moja izhodna strategija. Moja izhodna strategija pa pomeni, ali v družinskem podjetju, da gre za prehod generacij, ali pa, če vas je navdušila nek nov izziv in ste se odločili to podjetje prodati. Mislim, da smo danes šli tudi čez nekatere točke, ampak teh 6 modulov pa je ena poseben izziv in tisti, ki se boste prvi prijavili na coaching, mentoriranje teh 6 modulov, vas prvih 10 čaka posebno darilo. Lahko kamero, prosim? Posebno darilo pa je knjiga Razgaljena prodaja. Tisti, ki še niste videli, dejansko gre za priročnik, kjer ne rabite ga brati kot, bi rekel, kot knjigo, roman, ampak greste na tisto področje, ki vas bolj zanima, tisto področje, ki vam fali. Okay? Ampak pri nas so stvari transparentne. Jaz želim, da vse stvari vidite in veste, za kaj gre. V tem trenutku je cena programa, ki sem vam rekel, 5940 € in traja 7 mesecev. Ampak vaša investicija v tem primeru pa je 3,660 €, kar pomeni skoraj polovico manj. Moj interes je pomagati 100 000 ljudem do konca mojih dni, da oživijo svoje ideje. Zato predlagam tak program, ki bo prvič dostopen in drugič učinkovit. Vaš vložek vas v parih mesecih ne sme koštati nič, to je pomembno. Naslednja stvar je modul 1. Se pravi, lahko se odločimo samo za en modul, ki običajno stane 990, ampak vaša investicija za tiste, ki ste na webinarju, je 610 €. Naj vam povem, da vse te akcijske cene trajajo do 21. do polnoči, se pravi, naš namen je v decembru mesecu dati nekaj, narediti nekaj več, zato tudi tisti, ki se boste prijavili, mislim, da nekje za vihek, da lahko kliknete za prijavo, boste v prvih 10 dobiti tudi posebno darilo in tako naprej. Enostavno prijavite se lahko tudi na tem linku ali pa na zgori, ko vidite poslovno svetovanje, prijavi se. In naj vam povem še eno stvar. Moja osebna vrednota je, da so ljudje zadovoljni. Zato vsem tistim, ki se prijavite in greste naprej, plačate to, do prvega srečanja, na prvem srečanju se pogovorimo, ugotovimo vse v fazi analize. V primeru, da bi bili vi nezadovoljni ali pa da ugotovite, da mogoče to ni prava izbira za vas, vam denar vrnemo. Bistveno vsega je, da se počutite dobro in varno. Cel program, celoten program, ki zajema še določena orodja, ki jih izdamo zraven, je tudi zdaj po ceni 5984 in traja 7 mesecev. Ne bojte se, mislim, da na naših spletni strani tam piše enkrat ura ali enkrat modul bi moglo biti, ampak naj vas to ne zavede. V glavnem, vse komunikacije so transparentne in med sabo se moramo zmeniti. Dejansko je to nekaj, kar sem vam danes hotel povedati. In zadnji korak je, da se prijavite, ko izberete tudi svoj termin in tako naprej, da je stvar avtomatizirana, vas opozori in tako naprej. Imate na vrhu poslovno svetovanje, prijavi se, to je za vas sigurno najhitrejša pot. Pa predno zaključim in govorim v tem, da s komunikacijo lahko 2-krat hitreje dosežete svoje rezultate in upam, da vam je tistih 5 točk na začetku resnično prišlo prav. Naj vam povem še za 3 krasne ljudi, s katerimi so sodeloval in so, kot pravimo, motivatorju navdih nazaj, preden začnemo z vprašanji. Igor, oče magnezijevega olja, mednarodni poslovnež, mislim, jaz zmeraj, kadar se pogovoriva, energija in pa fokus, velik borec in zlepa ne odneha. Matej Povše, moj dragi prijatelj, mi mu rečemo Matej, all the best, Črni Radler, Smuti,
To je človek, ki je skozi vzpone in padce navdih vsakmu, ki pove svojo zgodbo. Ne pozna dneva, da je slabe volje, ne pozna težkih trenutkov, zmeraj pozitiven in pa s takimi ljudmi je pri njemu, recimo konkretno, je največji problem, da ima več idej, kakor ima časa, kakor ima dan ur. In Petra, zelo zanimivo, Petra je začela svoj posel in se je najprej oglasila pri nas, potem pa je odprla podjetje, kar je zelo zanimivo, mi večina smo kar vsi skočili pa riskirali. Ona pa je na nek način se odločila, da bo najprej pripravila vse stvari in ko je imela že vse od do nagovora kupca naprej rešeno, je odprla svoje podjetje. In zdaj z veseljem sem na voljo za vprašanja in vam bom podal odgovore. Tako da najboljše, da jih zapišete in poglejmo, če lahko kaj naredimo. V glavnem, v vsakem primeru se vam zahvaljujem za to, da ste bili danes na tem seminarju. Vidim, da smo mogoče bili 2 minute predolgi, ali kako praviš, Nec, vse v redu. No, v glavnem, vsi tisti, ki imate vprašanja, z veseljem, Nec, malo mi pomagaj, če kakšno vprašanje, da ga ne bom preskočil. V glavnem, če pa imate raje, bolj intimno, imate spodaj tudi Robert Afner, robertandolsek.com in zapišite vprašanje, vam bom lahko pomagal. V vsakem primeru, v veselje mi je bilo, veliko se nas je zbralo in jaz upam, da so bile informacije za vas dobre in seveda, če imate še kakšno drugo potrebo, lajkajte, poiščite nas na social media in sigurno naš response time je manj kot 24 ur. Hvala vam za vse in vse dobro vam želim. Je kakšno vprašanje? Ok. Hvala vam, evo, posnetek bo tudi, tako kot pravi, boste lahko dobili tudi posnetek, tisti, ki ste prijavljeni, tako da z veseljem delimo tudi to informacijo z vami. Tako, po elektronski pošti boste to dobili. Seveda, kot sem pa obljubil, prvih 10 prijavljenih dobite na vaš naslov tudi to knjigo in pa priročnik. Tako da, evo, jaz upam, da ste danes ta svoj prvi korak dobro izkoristili, da so vaše beležke polne in seveda, če se kje zakomplicira, ste pa dobrodošli z vprašanjem kasneje. Tako da, glede na to, da je ura polna in da verjetno imate jutri delo, vas jaz ne bi pretirano matral. Bistveno mi je to, naloge na tistih 5 vprašanj ste si zapisali. Vsakih jih je 5, katere smo obdelali. Jaz sem prepričan, da vi to zmorete. In to je najbolj pomembno, da tudi vi zase ugotovite, da to zmorete. Veste, kako to ugotovite? Korak je preprost. Začeti je treba. S prvim korakom. Zato tudi tukaj ljudje, ki so moji klienti, ki so na fotografijah, so tisti borci, ki zlepa ne odnehajo. In to me blazno veseli. Mislim, meni so inspiracija, da sem spoznal te ljudi, ki se ne vdajo. In jaz mislim, da ste eden od njih tudi vi. Tako da, hvala vam lepa. Imamo kakšno vprašanje, Nec? Ok, smem reči lahko noč, moram reči, kaj dozna? Lahko še počakamo. Ko še počakamo, ok. Če imate vi kakšno vprašanje, se pravim, tisti, ki ste mogoče pa malo bolj sramežljivi, pa lahko zapišete na robertandolsek.com. Res, veselje mi je bilo, tako da lahko nas kontaktirate tudi po telefonu. Nec je 24 ur, on nič ne spi, če bo se vsi kar djav se, ne se vred. Ok, Roland, nice to meet you, stari. V glavnem, ja, hvala vam, no. Lahko rečem lahko noč? Jaz mislim, da... Ok, hvala lahko noč tudi Mitja, to je en moj direktor. Lahko noč in hvala lepa vsem, z veseljem, res mi je bilo lepo.